Maja, evo, to je zdaj odgovor zate. Rekla si, da se ti zgodi, da ko dalj časa poješ visoke tone, da ti je pol težko peti nizke tone, ampak da ti drugače te nizki toni, če ne poješ prej visok, ne povzročajo težav. Zakaj se to zgodi? To je ful pogost problem. Če pogledamo naše grlo, naše grlo je en tak organ, ki v bistvu dobesedno kar malo skoraj visi. Če to grlo, pa so tle neke mišice gor, ki ga držijo gor, pa tle neke mišice dol. In zdaj, če so te mišice gor preveč skrčene, je grlo mičken gor. Ali pa če so te spodnje preveč, je grlo mičken dol. In v bistvu ful hitro grlo dol pa gor premikamo. Če se primemo za grlo, pa najprej pogoltnemo slino, gre že gor pa dol, a čutite? Ali pa če zazehamo, gre vzdol. To pomeni, da v bistvu naše grlo je tako zelo malo nestabilno. In pri petju, če hočemo od spodaj do gor pet s povezanim glasom, pa da je naš glas, naše barve, mora biti grlo nekako skozi v nekem takem nevtralnem, naravnem položaju. Kaj se nam pa zgodi? Pri tem, ko pojemo dolg časa visoke tone, se pa zgodi, da je grlo malo visok lahko. In v bistvu dobimo en tak malo visok nastavek, ki nam zelo dobro pomaga lahko za visoke tone, ampak potem, ko hočemo nižine peti, pa ta nastavek ne funkcionira za nižine. Recimo, če pokažem, rečemo, čist pri eni lestvici, Če naredim bi, 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 zdaj nam pa grlo mičko gor, bi, 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 bom imela zdaj probleme z nižino, bi, 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 že ful težko, bi, 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 je že ful težji, bi, 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 mi je ful težko, To pomeni, da v bistvu vaja, ki bi bila zate ful fajn, je ta, da treniraš višine tako, da probaš se naučiti, da ne dviguješ grla, takrat, ko poješ visoke tone. Recimo, če zdaj začutimo najprej grlo, pa kje so glasilke? Glasilke so direkt tukaj za Adamovim jabolkom, pri moških je dobro videno, in se primamo in naredimo najprej, mi temu rečemo vocal fry, takole. To je tisto, kar zjutraj narediš, ko se raztegneš, Če to naredim, hitro začutim, kje so glasilke. In zdaj, če jih hočem na višinah v tej legi obdržati, obstaja ena ful fajn vaja, ki smo jo že enkrat delali, tako da naredimo zvok med vdihom. Se pravi, če naredimo in ker to naredim, začutim, kje so glasilke in jih zdaj tam pustim. Se pravi, prej, ko smo imeli bi, 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 je mičken gor grlo, če pa naredim bi, 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 bi. A veš, zdaj nimam problemov na nižinah, tako kot sem jih prej imela pri oni lestvici. Pri glasu se ful stvari pozna ful hitro, Če gledamo glasilke so tako velike, kot tale noht na mojem prstancu, in zdaj v bistvu ta inštrumentek je zelo majhen. Tako da v bistvu že samo, za 1 milimeter, če je grlo visok, se pozna na soundu, Tako da mogoče to probi trenirati, najprej treniri visoke tone, da jih postaviš v neko tako naravno lego. To včasih ful dobro zvenijo, pa še vedno malo grlo gor, in pol te to zeza. Tako da to so zelo taki majhni premiki, ki jih je fajn natrenirati. To je ena stvar. Ta druga stvar, ki je pa ful pomembna tudi, je pa to, da pazimo na višinah, koliko zraka uporabljamo za petje. Na višinah ponavadi uporabljamo veliko preveč zraka, tako pritisnemo zrak in se zderamo, In kaj se zgodi? Ta zrak od spodaj pritisne na glasilke, in jih dvigne gor v nek tak višji položaj, oziroma vse mišice se lahko okoli tudi zakrčijo, tako da v bistvu že včasih s tem, ko samo zmanjšaš izdih na višinah, se glasilke postavijo v malo bolj tako naravno lego. Tako da upam, da sem ti odgovorila na tvoje vprašanje, če te pa še kaj zanima, pa sam napiš, pa bomo odgovorili. Čau!